Rezultati stresnih testov bank so trenutek streznitve za Slovenijo, bilanca stanja in bilanca preteklosti, posledica številnih napačnih politik, pohlepa, korupcije, kriminala, napačnih poslovnih odločitev, blokade reform. Dan čistih računov pa je tudi dan upanja, da se bomo iz preteklih napak vendarle kaj naučili, je Gospodarska zbornica Slovenije zapisala ob objavi rezultatih stresnih testov bank. Predsednik GZS pa je ob tem poudaril, da je sanacija bančnega sistema samo prvi, nujni korak, da pa moramo sedaj, kot pravimo, zavihati rokave, zato da bomo ponovno zagnali gospodarstvo. Gost decembrske seje upravnega odbora GZS je bil magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje ter predsednik odbora za gospodarstvo Vlade Republike Slovenije. V srednji točki razprave sta bili siva ekonomija in okoljski predpisi, ki zadevajo gospodarstvo. V tem trenutku pospešeno podpisujemo še preostale kohezijske pogodbe za okolje, torej varstvo okolja. Na seji skupščine GZS so člani z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak razpravljali o smereh nadaljevanja reforme trga dela ter prihodnjem socialnem sporazumu. Strinjali pa smo se, vsi socialni partnerji, da je ključno predvsem to, da je socialni sporazum operativen, da jasno določimo cilje, ki jih želimo z njim doseči in da si damo jasno časovnico. O 65-letnici sprejema deklaracije OZN o človekovih pravicah sta Ministrstvo za zunanje zadeve in Gospodarska zbornica Slovenije pripravili forum o podjetništvu in človekovih pravicah. Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber. Poslovna odličnost govori ravno o tem, da vodstvo podjetja organizira delo na način, da imajo seveda ustrezne delovne pogoje, da imajo tudi ustrezno plačilo. Gospodarska zbornica Slovenije in Luka Koper sta skupaj pripravili konferenco z naslovom Prihodnost slovenske logistike in njen doprinos razvoju regije. Udeleženci so se strinjali, da ima tako logistika kot transport v Sloveniji pomemben razvojni potencial, veliki investicijski projekti pa predstavljajo priložnost za zagon širšega gospodarstva. To je priložnost, ki jo ne smemo zamuditi, skratka povezovanje slovenske prometne in logistične infrastrukture, vključevanje slovenskega prometa v ključne evropske koridorje je naša nujnost. Dr. Franci Demšar je na Gospodarski zbornici Slovenije predstavil svojo knjigo Transparentnost in skrb za denar davkoplačevalcev. Ob predstavitvi je bila organizirana tudi okrogla miza, na kateri so gostje spregovorili o aktualnih dogodkih v Sloveniji, povezanimi s transparentnostjo in bojem proti korupciji. Zdaj, ena od definicij transparentnosti je, da je obratno sorazmerna s korupcijo. Se pravi, čim več korupcije, tem manj transparentnosti. Konferenca Poenostavljeno čezmejno poslovanje v EU, ki jo je na Gospodarski zbornici Slovenije pripravil Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske komisije, je del serije nacionalnih dogodkov, katerih namen je pomagati in seznaniti mala in srednja podjetja z možnostmi, ki so jim na razpolago za uspešno upravljanje čezmejnih terjatev. Evropska unija ima tu sploh poseben interes, ko gre za mala in srednja podjetja, da jih nekako spodbudi k večjemu čezmejnemu poslovanju. Na konferenci Oblikovanje za okolje novi embalažni materiali, ki jo je organizirala GZS, Služba za varstvo okolja, so domači in tuji strokovnjaki pripravili vrsto zanimivih predavanj, v katerih so predstavili trende na področju embalaže v prehrambeni industriji, od snovanja embalaže med njenim oblikovanjem preko razvoja novih materialov, proizvodnje in predelave embalažnih materialov do izpolnjevanja pričakovanj in potreb potrošnikov ter zahtev varne hrane. And when we think about industrial design, we have to think about function and not only about aesthetic. We have to think about target, we have to think about needs, because today we don't design product, but we rather satisfy needs. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije pripravilo informativni dan Obzorje 2020, ki je bil namenjen predstavitvi letošnjega razpisa za sofinanciranje projektov. Predvsem je večji poudarek na malih in srednje velikih podjetjih. Večji poudarek je tudi dan družbenim izzivom, se pravi globalnim družbenim izzivom, na katere bo poskušal učinkovito odgovoriti. Ob zaključku mednarodnega projekta upravljanja znanja v kovinski in elektroindustriji je v organizaciji GZS Združenja kovinske industrije in Zbornice elektronske in elektroindustrije potekala konferenca Kadri v industriji jutri.
Predstavljene so bile dobre prakse upravljanja s kadri pri nas in v primerljivih evropskih državah, problematiko pa so na okrogli mizi dodatno osvetlili še strokovnjaki na kadrovskem področju v industriji, predstavniki sindikatov in izobraževalnih institucij. Slovenski kovinarji delamo na razvitih, zahtevnih globalnih trgih in kakršnokoli zaostajanje se pri poslovanju takoj pozna. Uspešno upravljanje veščin in znanja znotraj podjetja je tako postalo pomembna konkurenčna prednost. 17. decembra 2013 so predstavniki Združenja papirne in papirno-predelovalne dejavnosti pri Gospodarski zbornici Slovenije in sekcije za papir in les pri Združenju delodajalcev Slovenije ter Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam in Sindikata papirne dejavnosti Slovenije slavnostno podpisali novo kolektivno pogodbo za papirno in papirno-predelovalno dejavnost. Moramo reči, da smo vsi predstavniki Združenja papirne predelovalne industrije izrazili veliko zadovoljstvo, da so se pogajanja končale. Poslovno srečanje ob obisku delegacije iz ruske Vladimirske pokrajine pod vodstvom guvernerke Svetlane Orlove je pripravil Center za mednarodno poslovanje GZS v sodelovanju z veleposlaništvom Ruske federacije v Sloveniji in slovensko-ruskim poslovnim svetom. Gostje so predstavili tamkajšnje gospodarstvo ter priložnosti za gospodarsko sodelovanje. Približujemo se 1,5 milijardi medsebojne menjave in prepričan sem, da smo sposobni zavezo, ki smo si jo dali pred nekaj leti, do leta 2016, priti do 2 milijard. Skupne investicije tako v Sloveniji kot v Ruski federaciji to omogočajo, prav tako tudi velika vitalnost gospodarstva, ki gre za globalno poslovanje.